Kakšen je občutek, ko probaš pa vtakniti v luknjo, težko je luknjo trofiti, ne? Ena nova stvar. Vsi tisti, ko spremljate Level Up Instagram ali pa moj osebni profil na Instagramu, Facebooku, ste že verjetno opazili, da imamo eno novo stvarco, eno novo igračko in to je pegboard. Zdaj, če si gledal gamese 2 leti nazaj, pa 1 leto nazaj, veš, da je bil pegboard predstavljen tistim pošastim, ali kaj so pač športnikom, no, pač ne da se strokovno izrazim, športnikom, atletom, karkoli, ampak za mene so pošasti, monsteri, ne vem kaj še vse, ker kako so oni fizično pripravljeni, to je neverjetno. V glavnem, nazaj k temi. Ko je ni bilo prvič predstavljen pegboard, je bila tak stvar, meni kar malo osebno smešna, da niso mogli pubeci in dekline priti gor po tem pegboardu. In dok ne prvič probaš, kako satansko težko je to, če pač nisi še nikoli do zdaj probal, oziroma si ne znaš dobro predstavljati, kakšen je občutek, ko probaš leseno palčko vzeti pa vtakniti v luknjo, medtem ko gor visiš. Ne vem, težko je luknjo trofiti, ne? Recimo za nekoga, ki prvič to proba, je tak šok, ker ko nekoga vidiš, ko tak samo gor spleže 1, 2, 3, smeš še? Easy, pa ok, veš, da lahko po štrika spležeš recimo brez nog, je to dokaj podobna stvar, ampak v bistvu niti ni malo podobno. Ker ko se gor spraviš, ne veš kam dati noge, ali viset, ali imeti roke pokrčene, kak pol, ko imaš roke pokrčene oziroma stegnjene, kak pol prestavice. Lej, cela znanost, ko jo enkrat zmrzneš in to je dejansko čar nečega novega, ne. In tak vidiš, da imaš ful možnosti še napredovati. Zdaj pa, kar se tiče same izdelave pegboarda, ne. Sadnjem smo to rabila, kaj zdaj, rečemo 14 dni, zato ker valjda nismo vsak dan tega delala, ker enostavno pač cajt ni to dopuščal. Jaz osebno sem tak človek, ki rad nekaj ustvarim, ok, ustvarjam, naredim iz nič, nekaj uporabnega, sploh tukaj v gymu je marsikatera stvar, ki sem dejansko sam naredila, pa pač recimo tako rekel, ki smo s Sandijem naredila, ker Sandi mi res ful pomaga pri tem in je enostavno pač vredno vložiti trud, če imaš pa seveda znanje, pa vse potrebno orodje, da lahko nekaj ustvariš, je dobesedno se tudi splača po domače povedano, ker pegboardi dejansko za neko tako simple stvar je kar dejansko draga, ker pač sicer dokaj ne začneš delati, probat narediti, dejansko ne ugotoviš kak oprosti izraz zajebane, vse skupaj narediti, ker rabiš ful nekih orodij, da dejansko lahko vse to skupaj zmontiraš, pa da zgleda dejansko to tako se spodobi, tak profi, veš kaj mislim, ne? Ker zdaj, če greš na rogovo stran, tako z glave ti govorim, mislim, da tale pegboard, mislim, da celo iste višine pride okoli 270-280 evrov, kar je ful dosti za nek kos lesa, ok?
Vse mere, če te zanima, kako sem naredil pegboard. V bistvu vse mere so vzete iz rogueeuro.eu oziroma rogue.com. Tam je pač dejansko ta naš pegboard je dokaj identičen rogovemu. S tem, da smo za stanjem naredila par malenkosti, par detajlov smo lepših naredila, da se lažje palčka noter zatakne. In malenkost smo pač valjda prilagodila našim potrebam. Sama izdelava ni nekaj komplicirana, je pa potrebno imeti ful, kaj bi rekel temu, iznajdljivosti oziroma ful predstave, kako se bo kaj dogajalo, pa ful predvsem rabiš nekega orodja, dejansko, da si prikrajšaš oziroma prihraniš čas, recimo sploh cirkularka oziroma krožna žaga, kakorkoli se temu slovensko reče, je ful priporočljiva, ker ne vem, 2,50 m deska je malo težje ravno vrezati, potem moraš imeti pravilno vrtalnik, pormašina v glavnem, nastavke oziroma svedre za les. In res je par stvari takih, ki so ful specifične za samo izdelavo, tako da na prvo oko se nam je sanjem zelo, da bomo to tak naredila, ko pa vidiš, da mogoče vseeno ni to tak 1, 2, 3. In ja, prve izkušnje so bile zakon, zdržal je, prvi testi so zdržali. Bolj kot edina stvar, ki se mimo pihnem pri sami izdelavi, je to, da sem uporabil za pegece premehki material, v bistvu gre za smreko in smreka je absolutno premehka za plezanje. Tu se zdaj sicer že vidi par vdolbin na samem pegu. Zdaj, ne vem, mogoče bi zdržalo vse naslednjo leto, mogoče pa tudi ne. In dovolj je, da enkrat te zdrži in nekdo se vsipa dol po pegboardu in res ne je bilo fajn, da si kaj nekdo naredi. Zdaj, če se ti pegboard pune do pare, tako meni, pa če bi ga res rad imel, ne, pa nočeš iti na rogueeuro pa dati 280 € za njega, ampak se eno posebno ponudbo za tebe. Zdaj, lahko mi pišeš na info@levla.si, lahko me kontaktiraš na Instagramu, lahko mi napišeš po ta video, lahko me pokličeš, 041 353 241. V glavnem, stopi kontakt z mano, povej mi svoje želje, povej mi, kaj hočeš, da se ti naredi, z veseljem ti bom to naredil, oziroma valjda bomo s Sandijem naredila, ker več rok več naredi. Ja, glej, če te zanima pegboard, pa bi ga rad imel v fitnessu garaži, na balkonu, v dnevni sobi, kazvin kiše ga hočeš vse postaviti, glej, z veseljem pomagam, piši mi, kontaktiraj. Drugače pa, če ti je sam pegboard všeč, tako je meni, pa če bi se rad zahvalil Sandiju za pomoč, še v mojem imenu, daj klikni like, šeraj z drugimi tudi video in glej, se vidimo na naslednjem videu. Čau!